Pozdravljeni, moji dragi! Zakaj danes pravzaprav snemam? Prav na današnji dan, 1. decembra, pred točno 5 leti, pisalo se je leto 2018, sva z možem prvič vstopila v najino novo sanjsko stanovanje kot lastnika. Prav v to stanovanje, kjer danes snemam ta videoposnetek. Pred 5 leti sva tukaj namreč tudi prvič prespala. Pred 5 leti pa sem snemala tudi video, ki bo sledil v nadaljevanju, video, za katerega nisem vedela, da ga bom sploh kdaj javno predvajala. Vendar danes čutim, da je čas, da povem svojo zgodbo o manifestaciji tega stanovanja na obali, kjer danes z možem srečno živiva svojo pravljico. Še danes trdim, da je zagotovo to ena izmed najboljših odločitev, ki sva jo sprejela v življenju, da sva se z Gorenjske preselila na obalo. Takrat se nisva obremenjevala, kaj bo z najinima službama. Niti se nisva obremenjevala, kako bo z otroki. Eden je takrat še stanoval doma. Kako bo s staro hišo, sorodniki, z najino mačko. Preprosto sva takrat le zaupala svojim sanjam. Zaupala, da se bo vse zgodilo točno tako, kot se mora. Sledila sva svojemu srcu in res, vse se je uredilo točno tako, kot je treba. Danes želim z vami deliti svoje sanje, svojo manifestacijo in svoje delo na poti do enega izmed najlepših trenutkov v mojem življenju. Dovolite mi, da vas popeljem nazaj v tisti čas, ko sem ustvarila svoj prvi posnetek, svoj prvi video, ki bo sledil, posnetek, ki ima jasno sporočilo, da nikoli, ampak res nikoli in nikdar ne obupamo v svojem življenju, da vedno sledimo svojim sanjam. Posnetek, ki je bil priča tudi enemu izmed največjih trenutkov v mojem življenju, se pravi izmed največjih mojih sanj, stanovanju s čudovitim pogledom na morje in seveda na sončni zahod. Namreč sama sem največja ljubiteljica sončnih zahodov, ampak to verjetno že vsi veste. Še danes se spominjam, kako je bilo pred 5 leti. Kako sem takrat sedla pred kamero, z odprtim srcem, navdušena, polna hvaležnosti in delila svoje sanje v kamero. Bila je to pot popolnega zaupanja v proces manifestacije in prepričanosti, da univerzum prinaša točno to, točno tisto, kar si zares želimo. In danes, ko se oziram nazaj, sem preprosto neskončno hvaležna za to izkušnjo. Zadnja 4 leta sem imela čast in milost živeti v tem stanovanju ob morju z osebo, ki jo nad vse ljubim, z osebo, ki je moj mož. In vsak dan lahko spremljava čudovite sončne vzhode, ko naju zjutraj na vse zgode že sonce poboža v najini postelji. In zvečer, ko se pred nama razprostira najlepša narava, najlepše umetniško delo. Vsak večer, ko se sonce potopi v morje, se spomnim tistega časa, pred 5 leti, ko sem svojo vero v lastne sanje postala sopotnica oziroma soustvarjalka svoje usode. Kakšna velika milost je to! Kako zelo sem zaupala, kako močno sem verovala svojim sanjam. Imela sem jasen cilj, imela sem jasen fokus in točno sem vedela, kaj si želim.
In tukaj je moja zgodba, zgodba o vztrajnosti, zgodba o veri in čarobnosti manifestacije. In ko danes poslušate ta posnetek, ki bo sledil temu, upam, da boste tudi vi čutili ta val hvaležnosti, ki ga doživljam prav vsak dan, ko stopim na teraso najinega čudovitega stanovanja s prekrasnim pogledom na morje. To je preprosto dokaz, da sanje lahko postanejo resničnost, če jim le dovolimo, da se razcvetijo in zaživijo. Hvala tudi vsem sosedom, ki so naju tako lepo sprejeli, saj imava občutek, kot da že od nekdaj živiva tu. Iz vsega srca sem hvaležna tudi obema najinima sinovoma, ki sta nama pri najini pravljici resnično nesebično pomagala. Skupaj smo ustvarjali to najino pravljico, saj sta se oba aktivno vključevala v prenovo stanovanja po svojih najboljših močeh. Večino stvari pri prenovi smo opravili sami in na to sem še neskončno, še bolj ponosna. Ni bil pomemben le cilj, temveč pot, ki smo jo skupaj prehodili v tem času. Želela pa bi vam prebrati tudi pismo, ki sem ga napisala, ko smo po slabem letu imeli prvo uradno otvoritev najinega stanovanja. Takole pravi: če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala. Zagotovo nama ni bilo lahko zapustiti znanega sveta, da sva sledila sanjam in se s prelepe Gorenjske preselila na Primorsko. Potrebovala sva pogum, vero, medsebojno podporo celotne družine ter ljubezen, da nama je uspelo tudi tisto, kar je za marsikoga nemogoče. Ponovno sva dokazala, da je vse mogoče. Oba sva presrečna in nadvse hvaležna, predvsem zaradi same poti, ki smo jo v tem letu skupaj prehodili. Pot ni bila vedno lahka, vendar zagotovo nepozabna. Naleteli smo na mnoge prepreke in izzive, si izgovorili marsikatero neprijazno besedo, skupaj smo se jezili in potili, vendar se znova in znova znali pobrati in oditi naprej, še močnejši po poti, ki smo si jo začrtali. Resnično je bila pot neprecenljiva, saj je celo leto povezovala celo našo družino in krepila naše medsebojne odnose. Sinova sta se neizmerno in nesebično izkazala in nama nenehno stala ob strani ter nama pomagala po svojih najboljših močeh. Neizmerno to ceniva in sva jima nadvse hvaležna. Res je bila to drzna odločitev, vendar zagotovo ena boljših, ki sva jih v zadnjem času sprejela. Veliko nama je pomenilo, ker sva neprestano imela podporo in vzpodbudo obeh otrok ter družine. Skupaj je šlo lažje. Zdaj pa ne bo več stalnega preganjanja in dolgih spiskov obveznosti, ki jih je potrebno še postoriti. Hvala. Resnično bo zdaj dovolj časa, da se bomo brezskrbno usedli na teraso, občudovali čudovit pogled in obujali vse spomine na naše družinske podvige ter kovali nove načrte. Predvsem pa v srcu čutiva neizmerno hvaležnost in milost, da sva uresničila najine sanje in resnično ustvarila dom iz pravljice in zdaj to pravljico tudi živiva. Želim, da nam vsem ta zgodba služi kot opomin, da nas opozori, da smo vsi močni,
da zmoremo in da nam je vse mogoče. Veselim se, da bom z vami delila ta posnetek, ki sem ga ustvarila pred 5 leti, pa do danes nisem imela korajže, da bi ga javno objavila, ter tako povedala svojo zgodbo, zgodbo o manifestaciji, ki naj bo navdih za vse nas, da vedno sledimo svojim sanjam, da sledimo svojemu srcu. Sledimo strastjo, sledimo zaupanjem. Vse nam je mogoče, če le verjamemo in zaupamo. Zdaj je pa že čas, da pokažemo posnetek, ki je nastal pred točno 5 leti. In zelo sem hvaležna za vse to. Hvala, hvala, hvala. Pa se skupaj zavrtimo 5 let nazaj in poglejmo posnetek. En lep pozdrav. Začutila sem neverjetno veliko željo, da želim snemati ta video, čeprav mogoče bo samo zame, nikoli se ne ve. Kaj sem želela v tem videu sporočiti? Verjetno predvsem sebi, da nikoli in nikdar ne obupamo, da če imamo željo, moramo vedeti, da se nam lahko vse zgodi, kajti nemogoče zame ne obstaja. Čutila sem tako veliko radost, tako veliko srečo, hvaležnost, da sem želela to posneti, da ne pozabim. Da se zavem, da je v mojem svetu vse mogoče, da nemogoče ne obstaja. Danes bi rada govorila o tem, kako sem manifestirala svoje novo stanovanje. To se je zgodilo tako hitro, da niti sama nisem najbolje vedela. Spominjam se, da zadnjih nekaj let močno vizualiziram stanovanje, kjer bova živela z možem sama, ko bodo otroci odšli. To stanovanje je bilo v moji vizualizaciji veliko, prostorno in samo en detajl je pomemben in tega sem velikokrat občutila. To je čudovit pogled na sonce, pogled na oblake, kako vsej svoji lepoti žarijo. To je pogled na sončni zahod. Leta in leta sem si v svoji glavi, v svojih sanjah dovolila sanjati in sanjala o svojem stanovanju, v svojem sanjskem stanovanju. Nikoli se nisem obremenjevala, kdaj se mora to zgoditi. Bila sem samo prepričana, da nekoč, ko bo čas, se bo to zgodilo. Da bo pa to zdaj, si pa niti podrazno nisem mislila. Takole nekako so si dogodki sledili. Sestra me je v začetku septembra povabila na vikend v bazen, da se grem namočiti. Se pravi, da obiščem njo, ki je letovala v bazenu na slovenski obali in seveda obiskati mojo drago nečakinjo. Seveda sem to povabilo sprejela. Mi je bil pa dan še en namig, da bi mogoče poleg tega, da izkoristimo popoldan za kopanje v bazenu, izkoristili še za ogled parcele na slovenski obali. Wow! Da bi živela na slovenski obali, da bi živela na morju, ob morju, tega si nikoli nisem mogla predstavljati.
Čeprav sem oboževalka sončnih zahodov na morju, obožujem morje, neizmerno hrepenim po morju in po sončnih zahodih, tokrat si tega še nisem mogla zamisliti. Ker pa sva z možem hotela izkoristiti ta čas, da ne bi odšla samo na bazen, sva odšla še na ogled enega stanovanja. Stanovanja na Belem križu. Ko sva vstopila v to stanovanje, je bilo stanovanje prelepo. Točno tako, kot sem si želela, s pogledom na morje, sončnim zahodom. In kaj se je potem zgodilo? Stopila sem ven, da bi začutila to energijo, šla sem na obrobje te parcele in videla, da verjetno čez nekaj let bo tu zrasla še ena velika hiša, ki mi bo popolnoma zakrivala lep pogled, ki ga imam zdaj. Takrat se zazrem proti stavbi, ki je bila velika, in rečem: tam gor bi pa bila. Lepo sva se zahvalila za ogled in odšla. Nekaj mi je reklo, da naj pokličem še eno številko, še za en ogled. Res pokličem. Agentka mi je rekla, da ima to stanovanje, za katerega sem klicala, še vedno na voljo, vendar pa, da ima za mene še eno stanovanje, ki je pa veliko lepše, ki ima čudovit pogled, ki je prostorno, ki se odpira proti morju. In sama sem rekla: ok, prosim, pošljite mi link, da vidim, kje je to stanovanje. In kaj se je zgodilo? Ko vidim slike, se zavem, da je to link od stanovanja, za katerega sem rekla, da mogoče bi pa tam gor živela. To je bilo v isti stavbi, v kateri sva bila dopoldan, na vrhu. Wow! Bila sem vzhičena, bila sem vznemirjena, vendar nisem se uskladila s ceno. Cena je bila zelo visoka. Nekaj me je neizmerno odrivalo od tega stanovanja. Nekaj ni bilo usklajeno z mojimi željami. Nekaj ni vibriralo z menoj in bila sem dokaj kmalu sigurna, da to ni to. Vrnili smo se domov, vsi zadovoljni, videli smo kar nekaj lepih stanovanj, se pravi 2 stanovanja, enega zares, enega na sliki. Obiskala sem svojo nečakinjo, kopala sem se, bila sem srečna, bila sem zadovoljna in hvaležna. In tako je minil dan. Naslednji dan pa mi intuicija pravi: daj poglej še katero stanovanje. In res gledam in najdem stanovanje s čudovitim razgledom. To je tisto, kar me je pritegnilo, vendar nisem dajala velike pozornosti. Tedaj pa stopi moj sin in mi pravi, da bi mi rad nekaj pomagal na računalniku, da bi mi nekaj naročil, čeprav nima časa, da naj pohitim. Sama sem mu rekla: zakaj se sploh obremenjuje z menoj, če nimaš časa, da delaj svoje stvari. Ne, in sva se začela malo prerekati, ampak nič. Sin si vzame čas, se usede k meni, začneva debatirati, vendar ne o tistem, kar sva hotela naročiti po internetu, vendar mu čisto po intuiciji pokažem sliko od stanovanja, ki sem ga našla. Rekla sem: Teo, poglej, našla sem link do enega stanovanja, ki ima čudoviti pogled. Ampak to stanovanje je staro, ne vem sploh, ali bi bilo vredno, da si ga ogledamo. Tedaj pa opazim, da vzpodbudim
sinovo zanimanje. Daj pokaži mi in skupaj pogledava link. Gledava, Tejo pogleda stanovanje, pogleda prostor, pogleda razporeditev, pogleda postavitev in vidi, da ima 2 terase, ena na sever, druga na jug. Preko Google aplikacije takoj locira, kje je to stanovanje, pogledamo ga še z vseh strani in Teja pravi: mami, to je to. Pravim jaz: kaj je to? To je stanovanje, kjer bi ti lahko in ati živela. Daj poglej. Tedajci v meni skli iskrica. Res, začnem drugače gledati na to stanovanje. Ne, da je staro, ne, da je veliko, ampak z nekimi občutki, ki so me prevevali. Gledam in pravim, saj sploh ni tako slabo. Najdem telefonsko številko, zavrtim telefon in oglasi se gospod. Najprej sem mislila, da je to lastnik, ki pravi, da je trenutno na tekmi in da me kasneje pokliče oziroma jutri. V redu. Tedajci pa se vrne mož domov z sprehoda in mu pravim: poglej, s Teom sva našla stanovanje, ki bi bilo mogoče primerno za naju. Pravi: kakšne spremembe. 1 uro me ni sprehoda, vidva pa že nekaj načarata. Sedemo se, pogledamo in vsi skupaj razmislimo, da mogoče pa to ne bi bilo slabo. Cena je veliko nižja, seveda stanovanje je potreben obnove, ampak kaj, ko imamo arhitekta doma? Zakaj ne bi to izkoristili? In sedemo h kosilu, tedajci pa zazvoni telefon. Kakšno presenečenje. Gospod je klical nazaj. Pove, da je agent in da prodaja to stanovanje od neke gospe. Midva pa vsa vesela praviva, da bi ga vseeno rada videla, ampak pogoj je, da bi ga videla v naslednjih 2 dneh, kajti kasneje se sin vrne v Berlin in ne bo možnost, da bi šel z nama na ogled. Pravi agent: ne vem, če bo to mogoče, kajti lastnica mora imeti čas. Sama pri sebi pa pravim: če nam je namenjen, bo to mogoče in se bo zgodilo. In me popolnoma nič ne skrbi. Takoj v ponedeljek zjutraj, se pravi, to je bilo 15. septembra, pokliče agent in pravi, da je lastnica doma naslednji dan in da lahko pridemo. 16. septembra res pridemo na ogled tega stanovanja. Ko se povzpenjamo po stopnicah, še ni bilo pravega občutka. Ko pa vstopimo v stanovanje, ko začutim to energijo, ko začutim, da je to, ni več vprašanja. Prvo stanovanje, ki smo ga videli na oglasu, prvo stanovanje, ki smo ga obiskali, prvo stanovanje, ki smo ga sploh želeli videti, vzbudi v nas čudovite občutke, neko hvaležnost, neko radost in zavedamo se, da to je to. Seveda smo še celo uro ostali v stanovanju, si ga ogledovali, Tejo si je zmeril določene prostore in potem smo se poslovili in odšli. Naslednji dan je mož poslal ponudbo, seveda precej nižja od tiste cene, in lastnica se nikakor ni strinjala. Mi smo pa tudi rekli, da počakamo še malo, da vidimo, kaj bo. Pride vikend, pride najina obletnica poroke in odideva
v Opatijo. V Opatiji se je ponovno dogajalo. V Opatiji v svoji glavi, v svojem srcu občutim, da je to to. Občutim, da je stanovanje tisto, kar si ta trenutek želim. Kljub temu, da nisem premišljevala, ali je že čas. Kaj bo službo, to je na drugem koncu Slovenije. Kaj bo z enim otrokom, ki je še doma? Kaj bo s starim stanovanjem? Nisem poslušala razuma. Sledila sem popolnoma svojemu srcu in mu popolnoma zaupala. Nisem se spraševala, ali je to prav, ali ni to prav, ampak sem v srcu občutila, ja, tako mora biti, in sem temu tudi zaupala. Naslednji teden sva potrdila, da ponovno prideva. To je bilo 25. septembra, ko je odšel z nama še drugi sin, ko je videl še on to stanovanje in želela sem si, da še on da svoje mnenje. Vendar mnenja ni bilo potrebno, ker je rekel, mami, ati, vidva bosta tu živela, vidva se morata odločiti. Sama pri sebi sem povedala, da se nimam kaj odločiti, da vem, da to je to. To preprosto je stanovanje, ki sva si ga želela, ki sva ga manifestirala, ki sva ga vizualizirala, ki sva ga videla, za katerega sva v srcu začutila, da to je to in da se ne rabva obremenjevati in spraševati, ali je prav tako ali ni prav. 26. septembra, ravno na dan, ko ima rojstni dan moja nečakinja, sva midva uradno dobila kupoprodajno pogodbo in se odločila, da je to to. Uskladila sva se s svojo željo, uskladila sva se z namero, da je to dobro za naju, da nama bo to stanovanje služilo in da si to zasluživa. 1. oktobra smo podpisali kupoprodajno pogodbo. 9. oktobra smo že zaprosili za kredit in 5 dni kasneje sva tako je bilo. 4. oktobra sva zaprosila za kredit in 9. oktobra sva kredit tudi dobila, odobren. 24. oktobra pa sva bila že v Kopru pri notarju, kjer sva overovila najin podpis in stanovanje zapisala v zemljiško knjigo. 30. oktobra, to je pa danes, pa bova plačala celotno kupnino za najino stanovanje. In stanovanje bo najino. To je na kratko o vseh dogodkih, vendar namen tega videa, tega mojega sporočila je bil ta, da kljub temu, da še nisva bila v stanovanju čisto zares sama, da še nisva živela v njem, da oba z možem v srcu čutiva, da je to to. Oba sva usklajena, oba veva, da je to prav in oba neskončno hrepeniva po tem stanovanju in sva neskončno hvaležna. Rada bi povedala, da kljub temu, da v stanovanju še nisva bila, vsak dan, vsako jutro, vsak večer, ko se zbudim, ko grem spat, čutim hvaležnost in se zahvaljujem. V svoji glavi vizualiziram, kako sem v stanovanju. Vizualiziram, kako se počutim, kljub temu, da še nisem bila sama v njem. In kar je nekaj najbolj čudovitega, je to, da občutki, ki naju prežemajo,
so tako lepi, tako božanski in tako neverjetni. Kaj se je zgodilo? 2-krat sva bila že v Kopru. In obakrat sva se sprehajala po tem čudovitem mestu, ki ga prej nikoli nisem poznala, vsaj ne tako dobro, in ga tudi nikoli nisem občutila. Tokrat, ko se sprehajava po mestu, ko se usedava na trg, ko se prepustiva v tripu tega mesta, ko začutiva to mesto, se v najinih srcih dogaja nekaj čudovitega, nekaj tako lepega, da se to ne da opisati. Čutiva tako neizmerno hvaležnost, tako radost, tako energijo, da ni besed, ki bi to povedale. Taka sreča, taka hvaležnost naju prežema. In to, da še nisva bila v stanovanju, da pravzaprav sploh še nisva živela v njem, v najinih srcih sva midva že v tem stanovanju. Občutiva popolnoma tako, kot bi bila. Srečna sva v tem trenutku in v tem trenutku sva hvaležna za vse, kar se nama je zgodilo. Hvaležna sva za vse, kar sva manifestirala. Hvaležna sva za vse, kar nama življenje ponuja. Hvaležna sva za vse, kar se nama dogaja. In ta hvaležnost naju preveva v najinih srcih, ta hvaležnost se širi v najin odnos in kaj naj rečem? Hvala. Veselim se konec tega meseca, se pravi, veselim se naslednjega meseca, decembra, ko bova zares vstopila v to stanovanje, ko bova zares občutila to, kar čutiva že zdaj, ko bova resnično živela najina sanje. Čeprav sanje živiva že zdaj. V tem trenutku, danes, 30. oktobra 2018, sva hvaležna za to, da prav danes plačava najino stanovanje in prav danes postaneva uradna lastnika stanovanja na morju, stanovanja s pogledom na sončni zahod, stanovanjem s pogledom na morje. Čutim neizmerno hvaležnost, ki jo želim deliti z vami vsemi. Hvala. En velik objem.